Torej, pri naši zvezi smo izvedli eno tako dokaj obširno akcijo, predvsem preko socialnih omrežij, kjer smo dosegli nekje 30 do 35 tisoč ljudi. Predstavljali smo predvsem grafiko o stvari, ko so že bile danes povedane, grafike, ki so bile danes že povedane, torej o plodnosti in pa predvsem padcu plodnosti po 30 oziroma 35 letu pri ženskah. Predvsem, kaj smo ugotovili, je, da veliko ljudi, ki so nam na kratko anketo kasneje odgovorili, je to šokiralo, ker vsi so vedeli, da se zapleti po 30 letu strmo naraščajo, se povečajo, ampak niso pa vedeli, da plodnost tako fejst tudi upade. Vsi to povezujejo plodnost, neplodnost nekako s kasnejšo dobo, oziroma mislijo, da imamo to rešitev, da bo zdaj sodobna medicina vse to rešila, ampak ko sem to pokazal, in se vidi, da to ni res, so to ljudi. Odzivi dokaj negativni. Torej, mi smo za našo anketo dosegli podatkov nekje 600 ljudi, ki smo jih vprašali, če ob študijskih dolžnosti razmišljajo tudi o načrtovanju družine, in nekje 70% jih je odgovorilo, da razmišljajo. Ko smo jih vprašali, kaj odvrača k prejšnjem začetku družine oziroma načrtovanju, so bili rezultati podobni, kot so bili zdaj predstavljeni, kot je profesorica Bogodina povedala. Torej, da še nimajo družine predvsem zaradi stanovanjske problematike, problematike službe, ker še večina do 30. leta oziroma študira nekje do 26. leta, 27. leta, na to si ustvarjajo predvsem, torej, da dobijo neko službo, da si kupijo stanovanje, to traja, kot smo zdaj slišali, kot vemo, cene stanovanj so šle v nebo. In se to nekje ustvari komaj po 30. letu, in noben ne razmišlja o družini še pred 30. letom, oziroma kaj smo ugotovili je, če preverjam kar nekaj odgovorov, da so jih na primer podatki prestrašili, stari so 26 let in nimajo otrok. Te informacije, ki smo jim podali, pa niso vseeno ne razlog, da bi v nekaj hiteli, če na to niso pripravljeni. Veliki so izpostavili, da ne bojo hiteli zato, ker še nimajo partnerja, naprej si bojo poiskali partnerja, se ustalili in pa na to začrtovali družino. Prav tako so izpostavili, da se poleg neplodnosti žensk premalo govori o neplodnosti pri moških, oziroma plodnosti in neplodnosti pri moških, in pa da se v družbi, ko govorimo o tej plodnosti, preveč vali krivda na ženske, premalo se pa seveda govori o moških. In pa, kaj so še povedali, je, da, to, ko sem že izpostavil, torej, da je življenjski slog, trenutni življenjski slog predvsem usmerjen na kariero in pa na te materialne dobrine in še kasneje na družino in pa načrtovanje družine. Tudi z vlastnih izkušenj, predvsem prijateljev, ki imam, najprej pomislijo na družbo, na službo in pa kaj si bojo kupili, kje bojo živeli, kot pa na otroke. Ker, kot smo že slišali, tudi da poskrbi, eno imeti otroka, druga pa za njega poskrbeti in mu nuditi kvalitetno izobrazbo in pa pač življenjske okoliščine kvalitetno.